Sin špule bo za zamenjati. No, medtem, ko ste vi polet čofotali v morju, sem šel jaz v francoski Flins. To je mesto, kjer stoji Renaultova tovarna. Čez 2 leti bo praznovala že 75. obletnico. Je pa okrog 40 km proč to mesto od Pariza, kar pomeni 10 do 15 minut vožnje, če boste našli res dober prevoz, ali pa uro pa pol, če boste šli z avtom takrat, ko je gneča. No, ampak zakaj pa sem tukaj? Renault se je lotil enega ogromnega projekta, ki bo v bistvu zaživel z letom 2027 in sicer tudi pravega naslova še pravzaprav nima. Njegovo delovno ime je zaenkrat The Originals. Bo pa to eno ogromno poslopje, ena ogromna hala z 11.500 kvadratnimi metri površin, kjer bodo imeli razstavljene avtomobile iz svoje 125-letne zgodovine. Seveda, glavna zgradba bo izgledala zelo dobro, ampak zaenkrat še ne stoji, zato boste potrebni 2 leti fajn dela. So pa en manjši prostor že namenili razstavi nekaterih zelo zanimivih avtov. Vsi tile tukaj noter so kompletno obnovljeni, verjetno velika večina tudi voznih. No, prvi je pa že tale taksi iz 110 let nazaj. 115 let star Type AG1 FL, ki so ga uporabljali taksisti. Zato ima že taksimeter, pod pokrovom pa dvovaljni motor z 1,2 litra prostornine, 40 na uro je šibal takrat, samo v Londonu so jih prodali 1100. Žan Ranjoti je vozil tole zverino, sem ga imel enkrat priložnost srečati, zanimiv možakar, en tak kapsel po višini kot jaz, predvsem pa zelo, zelo hiter voznik. Dobro, zdaj že starejši gospod, ampak s tem je bil kar car. Sem šel pogledati, kaj delajo v tovarni, ker zdaj smo pa že v eni hali, kjer so včasih imeli proizvodnjo avtomobilov, no zdaj pa namenjena drugim stvarim. No, poleg tega ogromnega razstavnega prostora z 11.500 kvadratnimi metri in poleg tiste manjše delavnice, kjer ste že lahko videli nekaj avtomobilov pri mojem uvodu, bo zanimiva v bistvu tudi tale hala in tudi to si boste lahko ogledali. Ta je pa namenjena umetnosti. Jaz moram kar priznati, da se z umetnostjo prav dobro ne razumem oziroma ne spoznam na njo. Se mi zdi pa recimo tole, kar gledam tukaj, res fascinantno. Tukaj se bo vsako leto zvrstilo 6 različnih umetnikov, kar pomeni, da bo vsak umetnik lahko svoje dele razstavljal 2 meseca in tudi tukaj si boste lahko stvari seveda potem, ko bo enkrat vse skupaj odprto za javnost, ogledali. Meni je zelo zanimiv tisti avtobus tamle zadaj. Še tole moram pokazati, so nas peljali še v en zanimiv prostor, kjer so pa že avtomobili, ki jih boste lahko videli potem tudi na glavnem razstavišču, ko bo enkrat zgrajeno. Recimo tole, tukajle, evo ga, je dirkalni zmagovalec 24-urne dirke v Le Mansu iz leta 1978. No pa potem tukaj evo ta nova petka, taka malo artistična, pa še stara petka, tudi malo drugačna. Skratka, tole so pa že zelo zanimive stvari. Katrca. V glavnem, zdaj veste, od leta 2027 naprej ne boste šli v Francijo samo na kozarec šampanjca, ne boste otrok peljali samo v Disneyland ali pa kaj dobrega pojesti, ampak si boste lahko pogledali tudi eno ogromno Renaultovo razstavišče. Več kot 600 avtov bo, tako da zadeva bo ziher zanimiva.
No, pa mogoče še en zanimiv podatek, če imate kakšen zelo redek Renaultov avto, ki ga v bistvu oni nimajo v bazi, konec tega leta bodo pripravili aukcijo, kjer boste lahko pokazali ta svoj avto in če bo dovolj zanimiv, ga bodo odkupili. Hkrati boste od njih lahko tudi kupili kakšen zanimiv star avto, takšnega, ki jih imajo v več primerkih in jih toliko ne potrebujejo. Za konec pa še bombonček. Vožnja 112 let starim prekrasnim kabrioletom. Kaj naj rečem, zakon je bilo, pa čeprav ultra kratko, ker se nam je že mudilo. Že samo delo, da motor sploh zaživi, je pravi projekt. Takrat gumb za zagon motorja pač še ni obstajal.